Naj povem, da sem pričakoval tako nizko udeležbo, kajti dejansko neprimerno je, da o strokovnih stvareh, o največjih infrastrukturnih projektih odločajo državljani, kajti naše mnenje je absolutno to, da bi to morala odločati stroka. In to smo tudi nakazali pri vseh nepravilnostih že v sami kampanji predreferendumski, da dejansko to ni za odločitev za državljane, temveč izključno za stroko. Ampak so pa tudi pozitivni pokazatelji, ki so se ne glede na sam izid referenduma pokazali. Prvi pokazatelji so bili podani že v sami referendumski kampanji, kjer so se napovedi, ocene vrednosti od 1,7 milijarde, kar je napovedal gospod Metod Dragonja, do 1,8 milijarde, kar je najvišja vrednost, ki jo podaja zakon, so se naenkrat že tik pred samim referendumom te vrednosti znižale na 961 milijonov, na 985 milijonov, pa na 984 milijonov. Tako da to je velika zanimivost, ki se je pokazala v sami referendumski kampanji. Ne glede na izid samega referenduma bomo v Slovenski demokratski stranki še naprej zelo budno, zelo nazorno in zelo strokovno spremljali nadaljevanje poteka investicije izgradnje drugega tira. Seveda izgradnja in vse postopki se morajo nadaljevati in čas bo zelo hitro pokazal, ali smo v Slovenski demokratski stranki imeli prav, ki smo opozarjali na vse nepravilnosti zakona. To bo čas izjemno hitro pokazal. Jaz upam, da smo se v Slovenski demokratski stranki motili in da vse te naše bojazni, vse te naše skeptičnost glede same vrednosti, glede te pravne podlage, ki je navedeno v zakonu, ki daje možnost finančne mahinacije, da temu ne bo tako. Ampak čas bo zelo, zelo hitro to pokazal in seveda takrat bomo tudi mi z svojo aktivnostjo upozorili in podali dejansko tako strokovna, tako utemeljena dejanja glede na naše predhodne ugotovitve, ki smo jih dajali pred samim referendumom glede na ta škodljiv zakon. Hvala. Še kakšno vprašanje? Kar dajte še vprašati. A je ta rezultat nezaupnica predlagateljem in tudi zaupnica vladi, glede na to, da je bil več tudi za? Glejte, te napovedi, tako ministra, da bo odstopil, če se ne bodo pričela pripravljalna dela. Glejte, to je manipulacija, ker že tisti dan, ko je dal to izjavo, so bili vsi pogoji izpolnjeni, da lahko z nekaterimi pripravljalnimi deli se prične. Drugo, kar je napoved državnega sekretarja, jutro bom odstopil, če skratka ta zakon dejansko oziroma zakon ne bo potrjen na referendumu. Več ali manj smo vsi vedeli, da dejansko strokovne stvari niso za državljane, skratka niso za njihove odločitve in dejansko tu ni nič presenetljivega in tu dejansko ne gre za nekaj novega. Še kakšno vprašanje? Če ni več vprašanj, najlepša hvala.